Odnosi so zakon. Dragi gledalci in gledalke in vsi, ki naše oddaje poslušate preko podcastov. Dobrodošli v novi sezoni oddaj Odnosi so zakon. Po poletnem premoru bomo spet z vami v rednih oddajah, v katerih se posvečamo odnosom med zakoncema, v družini ter odnosu z Bogom. V današnji oddaji bomo pravzaprav povezali vse te odnose z našo gostjo, učiteljico, katehistinjo, ženo in mamo Manco Marolt se bomo pogovarjali o tem, kako vzgajati otroke v veri. Še preden pa našo gostjo podrobneje predstavimo, izročimo ta pogovor v Božje roke. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod, začelo se je novo šolsko leto. Ne vemo, če smo pripravljeni na vse, kar bo prineslo. Zato nas skrbi. Strah nas je, ali bomo zmogli. Prosimo te za notranji mir, da bomo zmogli zdržati ob stiskah, ki jih bodo doživljali naši otroci, da bodo ob nas začutili varnost in tolažbo. Prosimo te za dar razločevanja, da jim bomo pomagali, ko bo to potrebno, in jih tudi pustili, da se učijo na svojih napakah. Prosimo te za dar vere, da se ne bomo zanašali nase, temveč nate, ki si pot, resnica in življenje. Prosimo te za učitelje, vzgojitelje in katehete naših otrok, da jim moči in modrosti pri opravljanju njihovega poslanstva. Gospod, razli svoj blagoslov na naše otroke in na vse, ki jih spremljamo na poti življenja. Vli nam moči, da nas ne bo strah. Okrepi nam vero, da bomo s svojim življenjem pričevali o tvoji ljubezni do vsakega človeka. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, Manca, lepo pozdravljena v naši oddaji, v naši družbi. Pa za začetek eno tako čisto splošno vprašanje. Kdo je Manica Marolt? Kaj počne? Povedali smo, da si po poklicu učiteljica, da si tudi katehistinja, si tudi mama. Daj predstavi nam malo sebe pa svojo družino. Ja, Manica Marolt je čisto običajna žena in mama. Z možem Robertom sva poročena 11 let. Podarjenih nama je bilo 7 otrok, s tem, da eden je že v nebesih. Sama pravim, da imava tako veliko družino, predvsem zaradi mene, da otroci spravljajo nekako v red mene, ne samo jaz njih. 15 let sem delala kot učiteljica razrednega pouka na javni osnovni šoli. Z letošnjim šolskim letom pa sem se odločila, da ostanem doma s svojimi otroki, pa da nekako začenjam odgovarjati na klic, ki je v meni že kar nekaj let. Da grem na pot z Bogom, zato sem tudi se odločila, da ponovno postanem katehistinja, da naredim nekaj za družine, predvsem v naši župniji, pa tudi za slovenske družine, s tem, ko urejam spletišče Korenine vere. Hvala za tole iztočnico, ker bom jaz ravno tukaj nadaljevala. Na tem tvojem spletišču z imenom Korenine vere najdemo veliko dobrih, koristnih in praktičnih vsebin na temo cerkvenega leta, praznikov, tudi priprave na zakramente v okviru družine. In že iz tega tvojega poslanstva, ki traja že nekaj časa, sklepam, da ima družina pomembno vlogo pri prenosu vere na otroke. Kako ti to vidiš? Ja, družina se mi zdi, da ima res izjemno pomembno nalogo glede prenosa vere. In sicer, če pogledava, človek je bitje, ki je sestavljeno iz telesa, duše, duha.
In ko se rodi dojenček, ko pride otrok v družino, pač starši takoj začnemo zadovoljevati njegove potrebe, a ne pač potrebo po hrani, po varnosti, po ljubezni. Se ne sprašujemo, a ne še kaj počakamo, a ne počakamo, dokler ne bo šel naš otrok v vrtec, v šolo, pač začnemo takoj, a ne. In se mi zdi, ker smo tudi pač imamo tudi duhovne potrebe, a ne, da smo starši tisti, ki pravzaprav bi morali tudi s prihodom novega člana se takoj lotiti tega poslanstva. Zdaj ponavadi je tako, a ne, tudi sama sem bila pred rojstvom otroka prepričana, da je dovolj, da ga dava z možem krstiti, potem pa pač gremo ob nedeljah maši, praznujemo cerkvene praznike, da potem vse ostalo bodo pa že naredili duhovnik in pa katehisti, ko bodo pač otroci vpisani v veroučno šolo, ne. Ker so bila v bistvu tudi sama vzgojena v tem. Ampak potem pa, ko so začeli prihajati otroci, se je pa v meni začel nekako oglašati glas, da nekako to ni dovolj, a ne. Zdaj pač s krstom je posajeno v otroka seme vere. Zdaj, če hočemo, ne, da, ne vem, seme katerekoli rastline začne kliti, rabi svetlobo, toploto, vodo, ustrezen prostor in enako je s semenom vere, a ne. Pač rabi prostor, kjer se lahko razvija, kjer lahko začne kliti, kjer lahko začne rasti. In vedno bolj sem prepričana, da je ta prostor ravno ljubeče in varno zavetje družine. Ko smo se pripravljali na to oddajo, a ne, si omenila, da je tvoje spletišče Korenine vere nastalo iz neke potrebe, da bi pač otrokom približali, a ne, določene, ne vem, praznike, sakramente in tako naprej, ampak tudi iz nekega tvojega videnja, da je problem, a ne, kako otrokom vero pač skušamo približati, bolj v metodah, ne, v načinu, kako to delamo. Daj malo popelji nas v to, kaj si ti odkrila, ko si začela delati ta portal in ko si se lotila teh metod. Ja, kot učiteljica, ne, sem videla predvsem ta vidik, da pač v bistvu zelo sem razmišljala o tem, zakaj prihaja do tazga osipa mladih v cerkvah. Tudi tako pač, ko sem razmišljala, bi se sama dobro počutila, če bi najini otroci odpadali od vere, a ne, me je postalo tega kar strah, pa ne bomo tudi mi tega deležni, mene je strah, hočem, da ostanejo v tem, a ne. In potem je nekako ta strah napeljal v to, da pač je izvor vsega tega osipa v tem, da pač so stvari nerazumljive, že nam odraslim, da so nezanimive, predvsem za otroke, da so preveč dolgočasne in da je to treba potem pač spremeniti sam način oziroma prilagoditi metode, a ne. In sem začela v bistvu brskati po svetovnem spletu, našla sem ogromno zanimivih idej, kako z otroki, pa ne vem, izdelovati rožni venec, pa delati jaslice in sem se nekako vrgla v to. Pa so potem moji otroci nekako pokazali z upiranjem, da nočejo tega, da pač je vsega preveč, da pravzaprav niti ne rabijo, ne, ker začelo se pa dogajati to, jaz sem jim pač pripravljala materiale, sama sem v tem blazno uživala, ko pa so prišle preizkušnje, sem pa v veri padala. In v bistvu so otroci začutili to dvojnost, a ne. In potem je bil v nekem trenutku mož tisti, pravzaprav, ki me je spomnil, da niso važne metode, načini dela, ampak je važen najin zgled. In v bistvu te besede so mene takrat kar malo prizemljile. Tako da sem v bistvu potem pač, ko je bil en tak trenutek hudih preizkušenj, so v bistvu tudi začela skupaj moliti, prositi Boga, da naj postaneva taka mož in žena, kot, pa oziroma oče in mama, kot si jo je Bog zamislil, so nekako začela stopati na eno čisto drugačno, novo pot, no. In tako je v bistvu želja otrokom približati vero,
najprej zbližala vaju z možem in vaju z Bogom, ne? Če prav razumem. Ja, tako je, ja, ker se mi zdi, da je to pravzaprav osnova, ne? Se pravi, če hočem, da so verni moji otroci, moram najprej iskati vero sama. Pa si je predvsem želeti, no. Tudi v bistvu nič ne pomaga, ne, tudi če jim omogočam idealne pogoje, v smislu, ne vem, zagotavljanja raznih didaktičnih materialov, tega, da gremo na takšne in drugačne skupine v župniji, pa potem tega sama ne živim ali pa ne znam pretvoriti v življenje samo, se mi zdi, da je vse zamanj. Ja, in ravno to je najtežje, ne? Ja. Veliko lažje bi bilo z otroki risati in ustvarjati in se pogovarjati o Svetem pismu, ampak to živeti je pa izziv za vse nas, a ne? Ja, res je. A se lahko zdaj majčkeno posvetiva vlogam oziroma ljudem, ki so na naši poti duhovne rasti, tisti, ki nas spremljajo, a ne? Kot smo rekli, starši smo prvi, potem je tukaj domači župnik, so katehisti, so tudi stari starši, a ne? Kako ti vidiš te različne vloge, a ne? Seveda je zgled staršev najpomembnejši, ampak so tudi drugi ljudje, ki lahko k temu zelo pripomorejo, a ne? Če pogledamo na svoje življenje, se gotovo spomnimo tudi kakšnega duhovnika ali pa kakšnega kateheta, ki nam je lahko zelo pomagal pri tej rasti v veri. Kako se lahko te naše vloge dopolnjujejo? Ja, jaz mislim, da nujno potrebujemo starši oporo v duhovnikih, katehetih, tudi starih starših. Se mi zdi nekako, če pogledam na splošno nas odrasle, ne, se mi zdi, da smo zelo omejeni z miselnostjo, da smo dovolj naredili za otroke oziroma za njihovo versko rast, če smo jih pač krstili, če jih vpišemo na verouk, če hodimo z njimi k maši, če jih učimo pravilnega križa, kako spoštljivo moliti, ne, če pač vse to zreduciramo na neko tradicijo, ki ki še zdaleč od tega, da bi bila slaba, se mi zdi, da je zelo dobra, ampak če je vse to zreducirano samo na to, samo na usvajanje nekih dejstev, je vera na stopni neke teorije oziroma ena izmed vseh ponudb tega sveta, ne. In se mi zdi, da bolj kot da se odrasli ukvarjamo s tem, na kakšen način otroke učiti, da bi se mogli bolj ukvarjati vsi skupaj, od duhovnikov, katehistov, nas staršev in starih staršev, s tem, kako vero spraviti v življenje samo, ne. Ker se mi zdi, da je to tisto, kar naše otroke zelo pritegne, da jim daje moč, da želijo raziskovati. In se mi zdi tukaj, ne, duhovniki, katehisti so tisti, ki imajo ogromno enega znanja. To znanje je super, da je. In ravno zaradi tega, ker ga imajo veliko, se mi zdi, da imajo tudi večjo odgovornost, kot mi recimo starši, da to znanje nekako znajo oživiti. Se pravi, da niso to samo neke mrtve črke v še eni izmed knjig, ampak da te črke, te stavke Svetega pisma znajo povezovati z življenjem, ki se pač dogaja otrokom zdaj v tem trenutku. Recimo tudi, da znajo nam, družinam, nam staršem, duhovniki, predstaviti, povedati, na kakšen način to povezovati z današnjim življenjem, se pravi vse te Jezusove nauke, nasvete, a ne, kako to spraviti v naš vsakdan, družinski vsakdan. To je recimo, kar se tiče duhovnikov pa katehistov. Kar se tiče pa starih staršev, se mi pa zdi, da so prava zakladnica izkušenj in modrosti. In se mi zdi zelo pomembno, da oni te svoje izkušnje, ki so si jih tekom življenja pridobili, tudi glede vere, prenašajo na nas, na prihodnje rodove. V smislu pripovedovanja zgodb svojega življenja, kako so se sami soočali s kakšnimi preizkušnjami, s kakšnimi izzivi, kje je njim Bog pomagal, kako so se sami v bistvu iskali to pot do njega, ne. Se mi zdi, preko teh čisto konkretnih situacij nam lahko dajo marsikakšen smerokaz za naše poti. Ja, res je.
Prej si že tako fajn omenila, a ne, kako pomembno je navezvati, a ne, to, kar nas cerkev uči, na neko konkretno življenje, a ne, na naše situacije. In da lahko to nekdo dela, a ne, bodi si duhovnik ali pa tudi laik, ki uči verouk, recimo, mora kar dobro poznati življenja družin, a ne, in čas, v katerem mi živimo, in naše tegobe dnevne, ne. In če se zdaj navežem na čas epidemije, a ne, ko smo kar nekaj mesecev v bistvu nismo mogli fizično ne v cerkev, a ne, smo takrat slišali priporočilo, a ne, škofje so nas povabili, postanite domača cerkev, a ne, obhajajte praznike v krogu družine, pripravite si družinska bogoslužja. Smo dobili tudi veliko dobrih katehes, ki jih je Slovenski katehetski urad na to temo pripravljal. Skratka, neka taka opora z vidika metod je bila, a ne. Sama sem se pa ob tem vedno spraševala, koliko se starši, ki prej, a ne, niso te vloge verske, duhovnega vzgojitelja v družini nekako ponotranjali, ne, ali jo pa niso znali pač imeti, kako lahko te starši v resnici posvojijo potem vse te pobude in metode, ne? Kako ti to vidiš? Kakšna je izkušnja mogoče v vaši družini ali pa tudi v vaši župniji, če si se s kom pogovarjala? Koliko domačih cerkva je nastalo v času zaprtih cerkva? Ja, izkušnje so zelo različne, ne? Eni so se pač recimo v tem času oddaljili še bolj, kot so bili že prej, ne? Recimo nekateri so spet recimo najdali ta stik z Bogom, ne? Pač, da so ali začeli spet moliti, da so se začeli o Bogu pogovarjati. Tako da izkušnje družin se mi zdi, da so res zelo različne. Zdaj, če grem na našo družino, mi v tem času smo nekako nadaljevali oziroma nadgradili to, kar smo pravzaprav že prej delali, in sicer mi smo že pred epidemijo nekako praznovali te cerkvene praznike kar doma, zato ker pač enostavno s tolikimi majhnimi otroci zvečer nismo mogli iti k mašam. Meni je to pač, jaz sem te stvari pogrešala, tako da v bistvu smo začeli kar s praznovanjem doma. In sicer tako, da smo v bistvu prepletali tradicijo in pa vsakdanje življenje, da se je pač otrokom na njim razumljiv način predstavljala vsebina praznika. In potem smo nekako, ko se je začela epidemija, ko se je vse zaprlo, nadaljevali tako, da smo te nedeljske evangelije prebirali, s tem, da pač jaz sem mogoče jih prilagodila tako, da so otroci razumeli pač glavno sporočilo evangelija, in da smo iskali, kje se nas to sporočilo dotika v našem življenju, v našem trenutnem vsakdanu, ne. Tako da imam zelo lepo izkušnjo, da so nas pravzaprav te stvari zelo povezovale, pa tudi v bistvu zelo pomagale k gradnji naše osebne vere oziroma prijateljstva z Jezusom. Ja, glede gradiv, ki jih je pripravljal katehetski urad, pa se je tudi meni zdelo, da so res predvsem, da je poudarek na sami metodi, a ne. Ni bilo recimo pač staršem povedano, na kakšen način se tega lotiti. Mogoče bi marsikdo, ki ni navajen tovrstnega udejstvovanja, potreboval eno oporo v smislu, na kakšen način pristopiti k otrokom, kdaj mogoče tisti pravi čas, ki se ga izbere družina, potem mogoče oporo, kaj narediti takrat, ko se otroci recimo začnejo upirati temu, ko ne razumejo stvari, ko jih ne razumemo sami, a ne. Se pravi, pač iskanje nekih novih pristopov, a ne. Tako se pa v bistvu so se metode, ki se jih poslužujejo sicer katehisti, ki so za to bolj usposobljeni kot mi starši, a ne, so jih nekako prenesli brez nekega dodatnega pojasnila na nas, a ne. Tako da se mi zdi, da je bilo marsikakšnemu staršu, ki bi rad, težko tudi zaradi tega, ker se ni znašel v teh stvarih. Poleg tega se mi pa zdi, da zdaj, če so bili otroci že v šoli pač iz vseh strani obombardirani z Zoomi pa z raznoraznimi nalogami, a ne, da je potem še verouk potekal na tak način, a ne,
pa v popoldanskem času, ko so bili utrujeni do vsega, ko je bila nova situacija pravzaprav za vse, a ne, se mi zdi, da se v tem primeru lahko naredi kvečjemu upor, a ne, da bi bilo mogoče bolj smiselno iskati neke drugačne načine, tudi če pač za ceno tega, da ne bi bilo to vsak teden, da bi jih bilo manj, ampak da tisti, ki bi pa bili pa res vredni, se pravi za nas družine, a ne. In tako, kot je bilo že prej omenjeno, se mi zdi, da je pomemben predpogoj za to pa je, da bi pač snovalci teh stvari bili v stalnem stiku z dejanskim dogajanjem, kar pač oziroma z dejanskimi potrebami družine, ne, in z odzivanjem na to. Super. Bi te vprašala, kako ti vidiš tole, a ne? Kako pomemben je pri prenosu vere na otroke zgled staršev? To smo majčkeno že prej odkrili, a ne? V smislu, da ni dovolj poznati vsebino, ne? Ampak da je treba to živeti. In da smo lahko zgled, se moramo pa tudi mi nekje krepiti, ne? Moramo tudi mi nekje črpati. Na kakšen način lahko to starši v bistvu dobimo? A ne? Mnogi od nas bi dejansko že potrebovali eno katehezo tudi sami, ne? Smo že tudi sami mogoče premalo poučeni o tem, kaj naša vera je, kdo je Jezus, kaj je naredil za nas. Kje lahko mi iščemo te vire kot starši? Ja, zgled je res bistven. Pravzaprav, če doma omenimo Boga ali pa ne, pravzaprav najbolj pričujemo tudi s svojimi dejanji za njega. Mi starši smo njegov odsev, pravzaprav odsev njegove ljubezni in se mi zdi, da preden se začnemo poučevati o dejstvih ali pa pač, da se jih spomnimo, je pomembna naša odločitev za to, da se odločamo za odnose, kjer bodo vladali ljubezen, medsebojno spoštovanje, to, da zmoremo priznati lastne napake, da se zmoremo upravičiti. Se mi zdi, da je to en temelj, a ne? In da bodo preko tega temelja otroci čutili neko varnost, neko sprejetost, da jih bomo tudi neko slišanost. In se mi zdi, da bodo na ta način lažje gradili odnos tako z nami in da si bodo tudi mogoče lažje želeli graditi odnos z nekom, ki ga pa sploh ne vidijo, ne, pač z Bogom. Zdaj, kje to pač, kje se krepita, ne, oziroma tako pač, jaz lahko povem najino izkušnjo. Recimo midva izhajava iz tradicionalnih družin, ne, z nama se o veri doma starši niso pogovarjali, se pravi, v bistvu niso bila teh stvari sploh navajena. Hodila so k maši, sama sem zelo veliko delovala, v času študentskih let sem bila več v župniji kot kjerkoli drugje. Tudi v bistvu hodila sem na škofijsko gimnazijo, tako da v bistvu sem imela vse potenciale, a ne, ampak potem sem pa na neki točki ugotovila, da pravzaprav moja vera je zelo šibka, da je ni. Spomnim se enega dogodka, ki mi je nekako odprl tudi spet novo pot oziroma novo razmišljanje, ko je bilo eno srečanje in je bil tudi gospod Dani prisoten in je imel v roki Sveto pismo. In na tistem srečanju ga je on velikokrat odprl, pa sem si mislila, pa kaj pa ta skozi to odpira, a ne, kaj skozi išče, pa kaj vidi o tem, kako to razume, jaz tega nič ne razumem, kaj zdaj tam on bere, a ne. Ampak potem je življenje naneslo, ne, da ko niso več videla izhoda, so tudi midva odprla Sveto pismo, ker so se ga najprej zelo bala, ne, pač ker so mislila, da nič ne razumejo. In dejansko, ko sva začela odpirati z možem, niso nič razumela. Ampak tukaj je bila pomembna zelo vztrajnost. Se pravi, vedno večkrat, ko so odprla, vedno večkrat so bile kakšne besede, ki so naju nagovorile, ne. Zelo se mi zdi, da se preveč usedamo na to, da bi vse radi imeli neko znanje. Ampak se mi zdi, da za vero ni dovolj znanje. Vera je pravzaprav iskanje Boga, iskanje osebnega oziroma gradnja osebnega stika, odnosa z Jezusom. In pač Bog vsakega človeka nagovarja drugače. In zdaj, če pač to nekako povežemo, tudi če mi vse poznamo, nam to še ne zagotavlja, da pač bomo mi ustrezno gradili ta odnos. In se moramo v bistvu sami potruditi,
da ga pač iščemo na sebi lasten način. Ne? Zdaj to pač ena varianta je svetopismo, pa potem res, ne se ustrašiti, jaz nič ne razumem. Pomembno je, da mogoče ena beseda, ki jo rabim tisti dan, ki mi bo spremenila tok mojega razmišljanja, ki bo spremenila tok mojega delovanja. Druga stvar, recimo, pač, ne vem, mi dva se krepiva v slavilni glasbi, recimo, pa potem tudi v skupni molitvi. Zdaj ta molitev lahko sem v tem trenutku na takem mestu, da pač ne zmorem moliti, pa ne vem, ne zmorem moliti recimo rožnega venca. Pa zdaj pomembno je, da nekaj pa naredim. Saj dovolj že, da prosim, čisto po svojih besedah, Jezus, prosim, pomagaj mi. Jaz sem zdaj v takem čudnem stanju, da ne vem več, kaj ne naredim. Pa je že to v bistvu en tak premik, ena prošnja oziroma ena priložnost, ki jo dam sebi in predvsem Bogu, da bo začel delovati v mojem življenju. Pa še ena stvar se mi zdi tudi zelo pomembna, in sicer otroci. Tako se mi zdi, da toliko stvari, kot so naj otroci naučili o veri, o Bogu, da jih niso prejela nikjer. Zdaj pač v Svetem pismu piše, da ni dobro človeku, da je sam. Bog nam pošilja ljudi in v bistvu naši zato, da bi ga spoznavali, da bi pač mu sledili. In se mi zdi, da so naši najbližji tisti, po katerih nam največkrat govori Bog. Ampak moramo jih znati slišati, moramo jih znati upoštevati, moramo si znati dovoliti, da tudi če je mlajši od nas, pa manjši, da nas nauči stvari o Bogu. Ja, res je, najbližji so nam tudi najboljše ogledalo, v katerega se zelo neradi pogledamo. Ja. Veliko raje gremo kakšno knjigo odpreti, pa kakšnega strokovnjaka prebrati. Ampak mislim, da se vsi starši v resnici soočamo s tem in če bi se znali večkrat učiti od svojih otrok, bi se lahko tudi o Bogu marsikaj naučili. Predvsem zato, ker so otroci že sami po sebi zelo dojemljivi za presežno, veliko bolj kot mi. Bom rekla, sprejemajo vse te stvari, da Bog je, da nebesa so. Njim se zdi to čisto logično, sploh ne rabijo nekih dodatnih dokazov ali pa naših razlag. Ti si katehistinja in mama. Kakšna je razlika, ko si v vlogi katehistinje, pa v vlogi mame, pa hkrati kaj pa tisto, kar je skupno in katehistinji in mami? Jaz sem tako malo razmišljala, da mora imeti tako mama kot katehistinja in oseben odnos z Jezusom, če hoče dobro opravljati svojo vlogo, pa verjetno moraš imeti tudi rad otroke, ki jih učiš, oziroma si jim mama. Ja, to je sigurno zelo, zelo potrebno in nujno. Poleg tega pa se mi zdi, da pravzaprav, tako v vlogi mame kot v vlogi katehistinje je zdaj pač, kaj je moj glavni cilj. Pač, a je moj glavni cilj to, da otroci, recimo, če pogledamo vlogo mame, da otroci pač nekaj počnejo samo zato, ker pač je to naša navada oziroma kar sem jaz prenesla iz svoje družine, ali je to pač stvar, za katero želim, da z njo živijo, zato ker vem, da jim je lahko veliko pomoč pri njihovih pač izzivih, preizkušnjah, ki jim bo prineslo pač življenje. In enako tudi pač glede otrok, ki jih imam na veruku, a je to samo neko zgolj pač podajanje snovi oziroma nekih dejstev o tem, kdo je bil Jezus, kdo je Bog, kako pač pelje ta zgodovina odrešenja. Ali bom pač noter dala tudi neko svojo zgodbo, se pravi, da bom s svojimi izkušnjami, ki so se mi nabrale do danes, nekako jih skušala pač navdušiti za to, da začnejo tudi sami iskati Boga. Meni se zdi zelo pomembno v obeh vlogah, ne samo to, da jim kažem, kako je vse popolno in kako sem jaz super v teh stvarih, da jim kažem tudi drugo stran in sicer svoje padce, svoje boje. Sploh recimo pri starejših otrocih, se pravi pri najstnikih,
ko iščejo svoje mesto v svetu, so zelo dojemljivi za to, kaj mi govorimo, se pravi za naše zgodbe našega življenja. In se mi zdi res, da pravzaprav takrat, če ne drugače, takrat začnejo zelo dobro poslušati. Pa ne vem, pa mi recimo rečejo nazaj, pa kako pa nisi zmogla, zakaj pa nisi mogla, ne, začnejo razmišljati. Tako da se mi zdi tudi to zelo pomembno, no, se pravi pričevanje v obeh vlogah in pa v bistvu tudi osebni zgled, ne, in pa res nič narobe, če se jim pokaže tudi to težjo plat. Se mi zdi, da se premalo govori tudi o tem, da pravzaprav graditi odnos z Jezusom je nekaj težkega, to ni lahka stvar, ne, tudi stvari, ki jih Jezus zahteva za to, da bom pač jaz za nagrado dobila nebesa, so izredno težke, ne, sploh tudi v današnjem svetu, ki me hoče prepričati v popolnoma nasprotne stvari. To si tako fajn rekla, ne, da podeliš padce, ne, ker v resnici se ljudje najlažje poistovetimo z nekimi težavami drugih ljudmi ali pa z njihovo ranljivostjo, ne. Veliko lažje se s tem poistovetimo kot z nekim uspehom, ki pač ima vsak na svoj način je uspešen na nekem področju, ne. Je pa, da to zmoreš, je pa kar težko, a ne. Se toliko, bom rekla, tudi razgaliti v končni fazi, a ne. Sej svojih napak nihče rad ne razglaša okoli, ne, če ni treba. To je res, ampak se mi zdi, mislim, tako, ko sem recimo začela na ta način delati, ne, sem ugotovila, da je to tudi zdravilno zame. Da lažje prepoznavam spet tiste vzorce, ki so slabi, da jih lažje potem tudi začnem premagovati, zato ker mi odzvanjajo besede pač mojih otrok, ne. Tudi recimo, ko se mi zgodi, da pač ne zmorem zaupati, ne vem, me otroci tudi vidijo, da pač zdaj jokam, pa pridejo k meni, pa me vprašajo, kaj je, a ne, pa jim povem, ja, da je to zato, ker pač spet ne zmorem, a ne, ker spet je pač nekaj pretežko zame. In se velikokrat zgodi, da pač, ne vem, mi prinesejo risbico, na kateri piše Jezus te ima rad, pa piše mami, zaupaj v Boga, ti bo pač pomagal, a ne. Pa mi je to dovolj, da zmorem zbrati pač upanje, ne, da pač bom šla čez to situacijo hitreje, kakor mogoče prejšnjič, ne, pa čeprav je v bistvu podobno, pa vse v glavi vem, ne, na kakšen način jo rešiti. Tako da se mi zdi, da smo drugemu lahko tukaj, če pač si povemo te svoje tudi negativne stvari, v zelo veliko uporo, ne. Sploh v družini, kjer je to okolje varno, se pravi, kjer se pričakuje, da ne bomo zlorabljali te zaupnosti v potem kakšne slabe namene, a ne. Ja, super. Ti sicer še nimaš tako zelo velikih otrok, ne? Ja. Ampak vseeno se pa srečuješ tudi z najstniki, ne? Ja. Kaj bi odgovorila staršem, ki imajo zdaj takšne situacije, ko recimo se odpravljajo k maši, pa se najstnik upira z vsemi štirimi, ne? Ali pa k verouku, ker mu je dolg čas, ali pa je brez veze. Na kakšen način jih vzpodbujati, pa da to ni prisila? Najprej v tolažbo, ne, jaz mislim, da ni starša, ki se ne bi prej slej s tem soočil. Tudi v bistvu, če pogledamo nas, odrasle, a ne, mislim, da ni tazga, ki se ne bi soočil tudi s svojimi boji glede tega, a vztrajati v cerkvi, a še hoditi k maši, pa zakaj. A ne, vsak se v bistvu v določenem obdobju, ki mu ga pač prinese življenje, sprašuje o teh stvarih. Najslabše, kar se mi zdi v tem trenutku, a ne, se pravi, ko naletimo na to situacijo, ko se začnejo otroci upirati, je to, da enostavno pač rečemo, ne bo po moje, zaradi tega, ker pač ti si zate jaz skrbim, ti boš naredil točno tako, kot pač bom jaz zdajle rekel, a ne. Se mi zdi, da tukaj smo starši tisti, ki imamo moč, pa odgovornost, da se najprej nekako približamo temu otroku, ki ima težavo, da prepoznamo v bistvu, da s tem nekaj sporoča. Zdaj, ali sporoča to, da se v njemu nekaj dogaja, ali sporoča mogoče tudi čisto neko drugo stvar, ki sploh nima povezave s samim odhajanjem k maši ali pa pač na veroučnih srečanjih. Mogoče se tudi tam kakšna stvar mu dogaja,
ki ga vodi v to stisko. Tako da se mi zdi bistveno, da mu prisluhnemo. Zdaj, to, da ga bomo posedali na kavč pa rekli, zdaj pa tukaj le, ne, povej, kaj je. Ne bo šlo, ne. Se mi zdi bistveno to, se pravi, da se mu približamo v stvareh, ki so njemu v tistem trenutku dragocene. Pa če je to igrica na računalniku, kjer se streljajo, ja, pa sosedno zraven, pa jo odigrajmo skupaj z njim. Pa če je to, ne vem, da otrok že 300 kaže knjigo o traktorjih, ki mene totalno ne zanimajo, da se usedem zraven, da mu prisluhnem. Ali pa mogoče, da ga povabim v neko aktivnost, za katero vem, da je njemu zelo dragocena in da mu pomeni, da sem jaz zraven v tej aktivnosti. Ali je to nogomet, ali je to mogoče kakšno zabijanje, kakšne omare ali pač karkoli, ne? Ali pa kuhanje kosila, da sem tam zraven, da ne začnem takoj s to temo, da pač počakam, da se otrok sprosti, da se odpre, da se razgovori. In da potem pač poskušam izvedeti, kaj pravzaprav ga matra, ne, v čem je težava. Zdaj lahko je težava čisto enostavno, da bi on šel pred Maši, mi gremo pa prepozno po njegovo, ne, pa potem, da nekako iščemo neke skupne poti, ne. Zdaj, če pač včasih traja dlje časa, pomembno je, da vztrajamo, da jih ne obtožujemo, da pač jim damo čas. Da res čutijo to, da smo ob njih, pa hkrati to, kar sem tudi že prej govorila, ne, da jim tudi sami povemo za kakšno našo zgodbo padcev, oziroma obdobje, ko smo se sami hoteli oddaljiti od cerkve, do česa nas je to pripeljalo, ne, ker sigurno pač, ko se oddaljimo od Boga, začnemo delati kakšne takšne stvari, ki nam potem na dolgi rok niso všeč, ne, da pač skozi to nekako, da mu skušamo predstaviti, zakaj se nam zdi to zelo pomembno, ne, da jed k Maši, id k verouku. To je super, kar si povedala. Ker pri nas se že srečujemo s tem v naši družini. Naši najstarejši otroci zdaj grejo velikrat k ta prvi Maši, ne, o 7:30. Midva recimo z mlajšimi pa potem šele o 10:30. In sva z možem prišla do tega, da pač njim je fino, zdi se jim fajn, da grejo lahko prej, tudi ministrirajo in potem imajo malo miru, ko gremo mi s ta malimi k Maši, ker pač smo velika družina in je vedno vse glasno. In rabijo tudi ta čas zase, ne? In ne vztrajamo na tem, da moramo hoditi skupaj kot družina, zdaj, ko so že dovolj veliki, da gredo sami, ne? In to se mi zdi, ne? Slišati otroka in ne uporabljati tiste znane, dokler boš pod mojo streho, boš hodil k Maši, ne? Ki sicer deluje, dokler pač nam je otrok, mora biti poslušen ali pa je odvisen od nas in takoj, ko se to konča, potem lahko doživimo eno veliko razočaranje, ne? Ja, vedno se mi zdi, da je potrebno gledati na dolgi rok, ne samo, da bomo pač mi tisto stisko trenutno, v kateri smo se znašli, ne, ker pač vem, da ko se pač starš sreča s tem uporom, ne, se mogoče v sebi počutiš slabo, ne, da si nekaj naredil narobe, ampak sploh ni nujno, ne. Poleg tega je pa to tudi priložnost za nas, za krepitev naše vere, da se tudi sami sprašujemo po razlogih, zakaj še vztrajamo v cerkvi, pa zakaj tudi sami iščemo ta stika, ne. Tako da zdaj, če vzamemo to pač kot res neki izziv, kot neka priložnost, lahko in zase in predvsem otrokom naredimo na dolgi rok ogromno dobrega, ne, ker mogoče je tudi premalo poudarka tega, da pač ta gradnja odnosa s prijateljstvom, prijateljstva z Jezusom, gradnja naše osebne vere je tek na dolge proge, v bistvu traja, moramo biti res zelo potrpežljivi sami sabo, potrpežljivi do svojih otrok, do svojih sozakoncev, recimo, da moramo vztrajati iz dneva v dan, ne, da ni dovolj samo pač, ne vem, zdaj sem se pa jaz odločila, da bom pač verna, ne, pa je stvar rešena za zmeraj, ne, pač to je treba vsak dan znova, ne. Pa to, ne, da tudi pač, da si drug v drugem zbujamo upanje, da je Bog z nami, tudi če se nam zdi, da ga pač ni, ne, v trenutni situaciji, v kateri smo se znajdeli. Če ne čutimo te bližine, ne? Ja. Ja, res je. Bova počasi zaključili, ker smo bili že kar dolgi, ampak čisto za konec. Zdaj smo v mesecu oktobru, ne?
ko je mesec molitve rožnega venca. Jaz se spomnim, da mi je moj oče razlagal, kako se mu je molitev rožnega venca kot otroku zamerila, ker so ga molili zvečer in to pač kar orank, ne, to ni bilo una 1/10, da kljukco narediš in ga potem kar nekako dolg ni mogel moliti, ne. Tako da z molitvijo rožnega venca nimajo težave samo otroci, ker se jim zdi mogoče dolgočasno, imamo tudi odrasli velikokrat težave. A bi nam podelila tvojo osebno izkušnjo s to molitvijo, pa tudi mogoče kako v družini otrokom to molitev na en njim prijazen način približati, da je ne bodo dojemali kot pač nekaj dolgočasnega, kar pač moramo delati v oktobru. Ja, tudi zame je bila molitev rožnega venca vir dolgočasja in neke prisile, ko sem bila otrok. Spomnim se tudi, mislim, da sem bila že študentka, ko smo šli na romanje, da sem pač na tistem romanju zaspala pri molitvi na avtobusu. Tam je potem pač je bilo veliko zabave na ta račun. V glavnem, tudi recimo, ko so se z možem spoznala, ko sva prva leta zakona, niso nič kaj dosti sploh, pač sva zmolila kratko molitev skupaj, pa to je bilo to. Potem so se pa znajdla v eni situaciji, ko so se odločale za gradnjo naše hiše na razpotju, ki ga nisva znala rešiti. V bistvu so se zanašala na to, da nama bodo pač rešitev prinesli ljudje. Pozabila sva na Boga in potem pač, ko je bilo enkrat res zelo težko, sva pa začela pravzaprav sama od sebe moliti, se mi zdi, no, in sva kar molila, dokler se nisva umirila, ne. In od takrat naprej, tako, če pač so sicer obdobja, ko nama gre to malo slabše, pa malo boljše, ampak vidva, da v bistvu, ko imava obdobje, ko si vzameva res čas, ko se odločiva, da bova molila, da nama ta molitev pomaga s tem, da se najine misli recimo zbistrijo, da lažje znava se odločati, lažje znava postavljati prioritete pač v posameznem dnevu. Pač bolj sva umirjena pri sebi, lažje pač se soočava z vsemi izzivi, a ne, in to naj v bistvu žene naprej. Tudi začela sva v bistvu otroke navajati v to s tem, da pač sva zmanjšala to pač celoten rožni venec na 10, zato ker sva pač, se mi zdi pomembno, no, da se mi odrasli prilagajamo njim, da pač toliko v danem trenutku zmorejo, ne? Da ni tega preveč, ker če je preveč, potem je spet lahko kontra učinek, a ne, drugače, kakor bi mi želeli. Tako da v bistvu, recimo, ker imava fante, a ne, smo recimo so si izdelali rožni venec, tako da so pač zbijali žeblje in to je bilo jim je blazno pomenilo in potem, da so lahko prestavljali tiste kroglice, a ne, ki so pač radi v gibanju. Se pravi, da povezujemo recimo to za majhne otroke, a ne, s čim več pač njihove aktivnosti, tudi če ne znajo še sami recimo moliti, a ne, če še ne znajo pač govoriti, da pač pa mogoče zapomnijo tisti čas, da so pri nas, da ob nas, da midva z možem dajeva zgled, pa da mogoče sami nekaj pri tem pač aktivnega počnejo, a ne. Potem, ko so otroci pa starejši, se mi zdi pa zelo pomembno to, da jim predstavimo, zakaj pravzaprav gre pri molitvi, a ne. Molitev je naš božji telefon, preko molitve se pogovarjamo z Bogom, Marijo, svetniki, a ne. In zdaj v tej molitvi, kaj vse lahko mi povemo, lahko se zahvalimo, lahko prosimo, lahko povemo, da nas je strah, lahko povemo, česa smo veseli. In recimo zdajle, ko so naši otroci starejši, smo že lani s tem začeli, da sem jim na palčke napisala te začetne misli, ki smo jih potem vsi dopolnjevali. In potem sem točno videla, a ne, sva videla pravzaprav oba, česa jih je strah, kaj mogoče jim ni všeč, kaj jim je všeč. In to je bilo odlično izhodišče, tudi recimo za iskanje bolj pravih pristopov v vzgoji, v našem družinskem življenju, da sva videla, kje je njihovo srce pravzaprav, a ne. Pa njim je bilo tudi fajn pravzaprav, ker smo v bistvu, ko smo molili, ne vem, pa za nekoga, ki smo ga poznali, pač se pravi, da ima molitev nek namen, a ne, se mi zdi, da lažje potem tudi oni molijo, a ne.
Recimo zdaj, ko so malo starejši, pač zelo radi molijo naprej, se pravi, da vsak sam moli in potem je včasih prišlo tudi do kakšnega prepira, koliko bo kdo v Zdrava Mariji zmolil, tako da to je zelo pomembno, da se prej zmenimo. In če začutva, da recimo so otroci nek dan pripravljeni zmoliti pa 2 ali pa 3 ali pa tudi 5, 10, jih potem takrat mi zmolimo. Se pravi, pomemben je najin odziv in prilagodljivost, pač, ne vem, če pa je dan, ko pa nekako ne gre, pa pač zmolimo nekaj kratkega po svojih besedah. Se pravi, se mi zdi zelo pomembno to, da se odzivamo na situacijo, v kateri smo. Ja. Res je. In glih pri večerni molitvi, ne, če imamo recimo še kakšne prošnje pa zahvale, ponavadi pridejo ven vse možne stvari, ki so se jim čez dan dogajale, ne. In potem mame seveda v tem vidimo veliko priložnost, da otrokom ponudimo en varen prostor, kjer oni lahko to podelijo, možje pa gledajo na uro pa nas preganjajo, ne, ker to pač ni molitev, ne. Vsaj naša izkušnja je taka, ne vem, če ima še kdo podobno, no, ampak... Ja, mi jo imamo tudi, čeprav zdaj smo dogovorjeni tako, ne, da pač, ko je molitev zmolimo, potem pa imamo še čas, ko ostanemo vsi skupaj in se potem pač pogovarjamo in ponavadi pač midva z možem naveževa na tisto, kar je bilo slišano pri molitvi, da je kot iztočnica za večerni pogovor, ne. In to se mi zdi zelo pomemben tudi, da otroci v bistvu čutijo, ne, da spet isto, da so slišani, da so sprejeti, da je neko varno okolje in da jim tudi molitev pravzaprav to prinaša, ne. In je to spet zelo dobra popotnica za naprej oziroma tudi za tisto obdobje, ko bo prišlo pa do večjega upora, ne. Jih lahko tudi spomnimo pravzaprav na te občutke potem nazaj, ne. Ja, res je. Super, Manca. Hvala ti za vse tvoje podeljene misli, tudi za vse, kar si nas spustila v svoje življenje in podelila, kako ti sama si pač rasla in še rasteš v veri, a ne? In dragi gledalci, hvala tudi za vašo pozornost. Upam, da ste v tej oddaji našli tudi kaj zase. Če vam je bila oddaja všeč, jo prosim delite naprej. Naše oddaje lahko spremljate na YouTube kanalu Družine in življenja in tudi preko podcastov. Novo sezono oddaj smo začeli z vzgojo v veri. Nadaljevali pa jo bomo z oddajo o zakonskih skupinah. Ob začetku novega šolskega leta začenjamo namreč tudi z novo sezono srečanj obstoječih zakonskih skupin, ustanavljamo pa tudi nove skupine. Več o tem pa, kot rečeno, v naslednji oddaji. Predlagam pa, da se za konec tega našega srečanja priporočimo še naši nebeški materi Mariji. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.